najprej kot član jugoslovanske reprezentance nekako nismo imeli tistega odnosa do nacionalnih simbolov, nenazadnje tudi do same države. Potem, ko se je začelo razmišljati ali pa tudi na glas govoriti o samostojni državi, o zastopanju Slovenije, je bil ta rekel, ta naboj nacionalna pa pripadnosti naboj toliko močnejši in se nekako lahko, prvič sem razumel oziroma se lahko primerjal tudi s tujci. Američani se mi zdijo tak vzor, da s ponosom pa vihrajo svoje zastave, s ponosom nosijo te nacionalne oblačila, s ponosom povejo, kdo so. Tudi mi smo tako dojemali in rekel, to je bil en dodaten moment, da si lahko predstavljal svojo državo, svojo mlado državo, tisto, ki smo jo res imeli za svojo, potem na podiju ob teh rezultatih. In to je pa potem kar malo zbledelo, lahko rečem, v teh 25 letih. Jaz domnevam, da po veliki krivdi preko politike oziroma ustroja, v katero smer je to šlo, ker vsi smo veliko pričakovali, veliko zaupanja imeli v vsakokratno vodstvo naše države, ki nas je pa, lahko rečemo, kar nekako konstantno razočaralo. Nekako me skrbi, da nihče ne govori o tem, kam naprej bomo šli, kaj hočemo doseči, ampak samo o tem, kaj je kdo slabega naredil v preteklosti in da gradimo upam, da je to malo pregroba beseda, nekako na sovraštvu ali pa saj na nerazumevanju, no, in mislim, da to nas ne bo pripeljalo nikamor. To je isto kakor v športu. Če bomo ves čas iskali razloge, zakaj rezultata ni, ne pa kaj moramo narediti, da rezultat spet bo, potem rezultata nikoli ne bo. In jaz upam, da bomo to v glavah naših uspeli čim prej premakniti. Prej bomo tudi nekako bili bolj zadovoljni sami s sabo pa s svojo državo.